5, 4, 3, 2, 1, 0,5. Akcija. Pa ja, no, pa veš, da ni ničega. Dobar je fis. Tale bit je napisal en poseben skladatelj, ki ga imamo v centru Kranja. Ne bom izdal imena, zakvap ga. Dobrodošli na podcastu UF. December je, Božič je, vse te scene so. Če dobro pogledaš, sneg je že skoraj zginil, ampak vseeno. Jaz upam, da ste udobno nameščeni, da imate pod smrekco kakšno škatlo ali pa vsaj kakšno vrečko presenečenja. Ker če nimate ni nič hudega, zato ker imamo mi nekaj za vas. Direktno iz mraza v tej prečudoviti gorenjski pokrajini, direktno iz Kranja, smo pripravljeni na novo epizodo. In danes z nami čudovita, simpatična voditeljica šova Zvezde plešejo, igralka, podjetnica in ustvarjalka, v glavnem čist huda bejba, ki za piko na i še iz našega konca. Dame in gospodje, z nami na podcastu Tara Zupančič. Tara. Ja, Madonna, kakšna najava. A je huda? Ja, malo zardivam. Ja. Ej, Tara, hvala, ker si prišla v Kranj na podcast. Daj mi povej, kuj je prvo vprašanje, ker smo lihaj že december je ta. Ja. Zaklej mraz, odzuni mraz. Ja. Daj mi povej, a ti praznuješ Dedka Mraza, a praznuješ Božička? Miklavža. Nis pričakoval. Ne, nisem pričakoval, to je že bil. V bistvu tako, no, ko sem bila majhna, smo imeli doma samo Miklavža. Ni bilo Božička, ni bilo Dedka Mraza. Pač Miklavž je bil 6. december in to je bilo to. Tako da pač ja, a veš, gorinska pa to, ne. A veš, A res? pač malo mogoče drugačne navade, ne. Zato, ker pri nam doma, kakor jaz vem, smo vedno praznovali nolet. Aha. Kao nolet, ja. Ja. In smo praznovali Dedka Mraza. In jaz sem skozi zakaj je Dedek Mraz drugačen od Božička, pa je fora, veš. Ja. In sem še čez čas dojel, da v bistvu je to bolj od Coca-Cole, a ne prišlo. Tako da ja, se pravi, dej povej, kdaj bila nazadnje v Kranju? Pri frizerju sem bila nazadnje v Kranju, ampak že kar dolgo nazaj, se veš, pač so bili frizerji zaprti, ne, tako da. Pač ja, frizerko imam tukaj, pa veliko lepih spominov na gimnazijo Kranj. A na gimnazijo si hodila? Ja. A res? Ja. Aha, okej, nisem vedel. Ja, tako da 4 leta smo se fajn imeli, no. Imam res dobre spomine, tako da se v bistvu res rada vračam sem, tako prav, imam ta nek nostalgičen, veš, ta občutek. Potem si se v bistvu vozila z busom, ne? Kako si hodila? Z busom in to iz Bohinjske Bele. Vstajala sem ob 4 zjutraj, ker je bilo treba zajtrk, pa se veš se napraviti, ne, pa to, pa poj peš do postaje, ki je pač tudi malo trajal. In potem sem, mislim, da je bilo tam 15:05 me je bus pobral na postaji na Beli, na Bled, pa se veš vsi tisti postanki, pa čakamo, pa bla. Pa smo se pa vozili, no in v Kranju sem bila tam 20:06, pa potka dol od postaje dol, veš, pa zmer po kakšen sendvič, se veš tisti, ne, za zjutraj, ne. Nič, pa v šolo, 10:07 je bila pa že 1. ura, tako da popotovanje je bilo vsak dan. Kakšna je bila gimnazija takrat? Se pravi, gimnazija vedno me je veljala, ker jaz sem hodil na trgovsko šolo. In mi iz trgovske šole smo vedno gledali, kao gimnazici so kao jači. Kao. Ja, veš, ta scena, kao, ne. Oziroma so se bi oni tako počutili, veš. Zakaj si izbrala takrat gimnazijo? Po mojem zaradi matere, ker je ona tudi hodila na gimnazijo. Ne? In mi je bilo po mojem to, itak nisem vedela, kaj bi počela v življenju, mislim, kaj pa veš v 8. razredu, kaj boš. In je pač gimnazija je neka taka, ne, šola, ki si rečeš, ja, tam bom pa imel še 4 leta, ne, pa naučili me bodo, da se bom učil, pa tako ne, ker je bilo kar težko takrat. Mislim, znano je, da je težja šola, koliko ja, ne, ker jaz sem bila 8 let odlična, se spomnim v osnovni šoli, to je bilo flak, pa sem pa na gimnazijo prišla, je bilo pa tako malo, dobro, malo več se je treba učiti, ne, tako. Vse mi je šlo, ampak je bilo bolj zahtevno, ne. Kako si pa v bistvu ti, ki si na gimnazijo hodila, se pravi, ti si, bomo rekli, model, ne? Mislim, dober, ja. Če greva zdaj na tvoje začetke. Greva našim poslušalcem, Tara je prišla k nam, greva razložiti
po končani gimnaziji. Ali si ti že med gimnazijo se začela ukvarjati z modelingom oziroma manekenstvom, ali kako je prišlo do tega? Veš kaj, ne boš verjel, da so me na gimnaziji najdel, ne? Veš, včasih so te... Ja, res, vse v Kranu, lej, to je to, Kran. Ja, včasih so te agenti, no, so v bistvu hodili naokrog, jaz ne vem, kakšen način so imeli, ampak prišla je neka punca, po hodniku je hodila, prav spomnim se še zdaj, in me zagleda in mi reče, ti bi bila pa lahko manekenka, a ne? Ampak pazi mene, jaz sem imela tako frizuro, šmovje so me klicali, ker pač se nisem hotela česati. Imela sem pač Guns N' Roses majico, une pasove, kaj so bili s takimi spikesi, se spomniš ti? Ja, vem. Neti, no, spikesi smo rekli včasih. Neke strgane hlače, buler je v glavnem, da bo Tara kdaj oblekla pete, v bula pete, no, to je bilo tako, ne, mislim, kaj z vami, kva se greste, jaz sem rokerca, res sem bila, upornica. No in poj povem to sošolkam, mislim, da najprej in tako se, pejt, a ne, seveda, kjera si pa to ne želi, a ne. Ne, težila res in poj doma povem in seveda so me doma tudi spodbujali. A ne, sveda so hoteli, da je Tara malo se zrihte, a ne, mislim, koga je tole zdaj, no, malo se počest, če že ne drugega, ne. Te bodo vsaj uni prepričali, da te že mi ne moramo. Polo pa treba v neko manekensko šolo, se pravi, treba se je bilo naučiti hoditi, pozirati in tako, ne, vse. No, pa so me prepričali in sem se počesala, ne boš verjel. Ja, tudi v bele hlače so me napravili, se spomnim, ko sem šla na audicijo, grozen, sem se počutila grozen. Ampak pa sem nekako to pač sfurala in sem začela to delati. No. Ampak moram priznati, da nisem nikoli imela to lih prav fejs rada. No. To sem v bistvu delala zato, ker sem lahko. Jaz sem v bistvu pri 17 že sama začela živeti in sem nekako mogla zaslužiti. Ne. Tako da takrat sem hodila še v šolo in je bilo to v bistvu odlična služba takrat, ker to so bile modne revije ali slikanja, ki so potekala tudi popoldne ali pa čez vikende, ne, in je bilo pač možnost. Ne. Tako da zato sem potem A poj, ko si recimo prišla, dam iz tega zelo še kar rokerca vse. No, ja, itak. To itak. Si for life, ne? Ja, to itak. Ta žanr je te, vidim, da ko si govorila o tem, se ti kar ručke malo zasvetili. A res? No, vidiš, je ta žanr še vedno pač ta muzika v tebi? Pa ja, mislim, se pravim, odraščala sem čist na Gansih, tako noro, to je bilo noro. Posod je bilo samo to, pa Excel, pa vse. Posteri po sobah. Ja, pa se spomnim, sem poslušala to, pa besedila pisala v slovenščini. Ja, veš, kar je on pel, sem jaz pol simultano pisala v slovenščini in posod so bili te kvoti in to je bilo tako res obsesijano, ta neka najstniška. Pa ja, se tako se boje, da tu paka, ista scena. No, ja, vse veš, kako to gre. Ja. Tako da si v bistvu nisem mislila, da jih bom kdaj v živo videla, no. Pa sem jih pol na Dunaju, par let nazaj, ne, ker so se spet združili. Okay. Sicer Excel, roko na srce, ne. Ni več isti Excel. Čas vozijo, ne? Pač, ja, tisti, ki se je tam zvijal kakačica, ne, pa je bil, kako je bil čeden. Pač no, ne, časi so se spremenili, ampak jaz sem vseeno presežem tako jokala na tem koncertu, tako od same sreče, čisto sem bila fertik in potem sem se v tistem žaru sem zgubila svojo družbo, ker sem kar odlutala. Imela sem takole v rokah 2 vrča piva, a veš, kad tam ti na koncertu so ti nalili, pač takole in zgubila ljudi in 1 uro sem z vrčkoma lutala po unmu stadionu. Čist euforična, na Dunaju. Na Dunaju, aha, ja. Okej. Zanimivo. Noro, no, tako da ja, to ostane, ta ljubezen nekako, tam sem videla, da sem to podoživela, to je bilo tako. Pa zato, ker nekako skupek je nekih dogajanj, ki se ti takrat kot najstniku dogajajo, ne greš siguren čez, se veš, ogromno nekih faz, neke uporništva, mogoče neke jeze, nekega neodobravanja okolice in to in zapakiraš, dokazovanja tako, ja, tako. In zapakiraš to, mislim, saj jaz sem zapakirala to v musko, ne, v ta način, ne, tako da se mi zdi, da zato sem nekako tako ne prisesana, no, ne vem, tako imam rada to, no. Vibe, ja, to je to, ne. Ja, tako da to, kar ostane. Ampak daj si se mogoče hotela spustiti v glasbo,
tako, da bi mogoče ti kdaj bila glasbenica? Mislim, ali kot pa ne? otrok, sem furci želela klavir igrati. To se spomnim, sem Božičku pisala. Evo zdaj, evo, Evo ga, Božiček, Evo ga, evo ga. zdaj pa Miklavž. No, ne, potem je bil Božiček, ker moj oče, ne, sicer smo ločeni, sta ločena starša, ampak pri očetu je bil Božiček, tako da sem imela doma Miklavža, tam pa Božička. In sem mu pisala pismo, da si želim klavir oziroma synthesizer, se mi zdi, da takrat je bil pač bolj popularen. No, ampak sem dobila namesto tega bundo. Ok, v redu. Pač ta Božiček je bil bolj praktičen, takrat. Nekako nismo prišli skupaj. No. Ne vem, z mojo familijo nekako me niso hoteli v muziko prav preveč, da bi šla po tej poti. Nisem v bistvu jih nikoli vprašala, zakaj. Kaj pa vem. Tako da bila je neka želja, tudi pač kasneje sem itak, ful pa koncerti pa to, pa ful sem se hotela kitaro učiti, pa sem se jo šele zdaj med tole karanteno, no, tako da znam tistih par akordov, no. Lej, za na piknike bo, ko bodo ljudje pijani. Ja, eto, res, kitara, kitara je tvoj inštrument. Mislim, tako. Drugač pa dobro, no, sem hodila tudi malo Gdari Švajger prepevati, ampak pustimo, lej. Se da to naučiti. Mislim, da imamo ene skupne prijatelje. John F. Doe je band, ki sem jaz režiral njim videospot. Aha, super. Recimo, Puščava. Tako da vem, da si ti tudi takrat, mislim, da bila na tej predstavitvi, da sem jaz pa Filip to snemala. Je tako, Filip? Bila. Filip, oj. Dobre. Ja, bila. Sem pa tudi v enem spotu njihovem. A res? Ja. December Lights. To je pa en izmed prvih videospotov njihovih, kar res je. To sem mi takrat poslala, sem rekla, lej, tako mora biti. Tako. Malo bolj, ali pa malo slabo. V glavnem delaš zelo fajn, fantje. Tako da delaš ti ogromno stvari. Ena izmed stvari je to, da si voditeljica TV šova Zvezde plešejo. Tako, vsaj bila. Ok, zdaj se bo klema ustavila. Vsaj bila. V bistvu ta šov se je ustavil, verjetno zaradi korone. Ja, seveda. Daj mi povej, aj ta skupina bo nadaljevala to ali je zdaj kaput? Ne, naj bi, razen če se pač kdo izmed njih premisel, oziroma če bo imel kakšne druge obveznosti, takrat, ko bo šel spet na sporedu. Ampak načeloma pa računamo, da bomo obdržali isto ekipo, ker konec koncem so odplesali eno oddajo, pa še to sam punce. Aha, sam punce so bile. Ja. V bistvu zraven tebe je Peter Poles isto, on se mi zdi tako full cool tip. Ja, Pero je super. On je Štajerca, ne? Ja, mislim, Velenje, Štajerca. Velenje, Velenje je kot Kran drugače. Ja, res. Krančani pa Velenčani, prav eno skupno sceno, res. V glavnem tem povej, jaz pač, ko spremljam kdaj svojo punco, ta šov, ko ona zelo rada to gleda, oni v bistvu, oni res to vadijo. Kako poteka njihov Oni vadijo še več, kot pa se to na oddaji prikaže. Mislim, ampak veš, tam se niti ne prikaže to. Ja, seveda, ker vsak ima neko ne moreš niti, to vse premalo časa je, da bi to pač nekako vse prikazal. Ne, oni vadijo, se pravi, v nedeljo je, ko se oddaja konča, pa da se mi domov pospravimo, je ura 1, recimo, 1 zjutraj. Oni imajo že ob 9 zjutraj v ponedeljek naprej vaje, kjer zvejo nov ples in se ga morajo do nedelje naučiti. Tako da si predstavljaš, koliko... Mislim, dan ima premalo ur, če me ne vprašaš za toliko zahtevne stvari. Jaz si to ne predstavljam v resnici. Jaz sem se samo enkrat sva s Perotom mogla za nek uvod se naučiti nekaj plesati. Za uvod v drugo sezono, kjer nažalost jaz prvo oddajo sem manjkala, ker sem bila v Bolanc. Ampak sva se pač naučila to, ta nek pač mini plesek, mislim, dve osmici, če ste veš. Ja, tako, nič. Jo, mislim, bilo je prav zahtevno, res. Pa nič posebnega. Oni imajo en teden časa, da se naučijo iz nule. Tako. Kdo pa jim, profesionalni plesalci. Se pravi, tisti par, ki je z njemu po bistvu trenira. Tako. Denis Vučak je tudi recimo moj kolega. On vem, da je bil tam. Kakšen je bil? Ima on kakšno zgodbo iz tam, mogoče tako, da se spomniš, da Denisa malo zdaj zagrabimo. Mislim, kaj pa vem, mislim, jaz njega tudi nisem prej poznala, tako da sem ga spoznavala prek šova. Itak, ko so oni bili na vrhuncu Game Over, smo vse dekleta
Pa ja, to je bilo, se ne vem, koliko sem bila pa je stara takrat. To je bilo v bistvu pred tem urokom, a ne? Prav. Ja, ali pa nek mogoče ne prej, ja. Prej. To sem že... Sorry, ki te prekinjam, ampak vsak najstnik ima kar en flash vmes. Tako, a veš, ti si lahko kao rocker, pa kar od enkrat, pa kar ena No, druga sej, scena. to sem hodila reči, da sem imela ta flash, ne z Game Over, ampak z nekimi raverji, mislim, neki ambasada gavioli sceno, pa to. Resno, tako, tu sem imela spodaj oranžne lase, pa neke roza, tako, ne vem Vsi smo zakaj. imeli to, ne? Ampak ja, to je pač spet nek, malo se ti meša takrat pa. Zakaj pa ne, ma krasanje, super je. In kdaj zamisliš, da v bistvu niti se ne ve, kdaj bi bil naprej šel? Nažalost ne. Od vlade pa od napovedi, ne? Ja, pač v tele situacije mora se nekako to spucati. Daj mi povej, a pa kaj pa ti zdaj delaš, kaj je lockdown? Mrskej. To je to vprašanje, nek so prej, ki so se prej pogovarjali. Veš, najprej, ko je bil lockdown, sem blaznela okoli hiše s čopiči, z cementnimi lepili, barvami za fasado in barvami za ograje in raznimi temi gradbenimi materiali. To sem najprej, to je bilo najprej to. Treba je zrihtati, treba je zrihtati okolj, treba je to, pač, lej, to je. Sem zgleda rabila nek ta, veš, malo da se resetiram, da se malo te frekvence postavijo, ne, iz unga, pač, zdaj se pa umir, ne takoj blaznet, ampak seveda sem to pač naredila na drug način. Potem sem šla delati izpit za motor, to je bil takoj naslednji korak. Vmes sem pa v bistvu začela s tem novim projektom Zvok v sliki, se pravi z vizualizacijo zvoka. Soundwave, ne? Soundwave. Ne, kao tako, audio inženirji. ja, Tisti, ki Soundwave. se znate na to, Soundwave. Tako. In seveda to je pač neka ideja, ki sem jo že let nazaj dobila, pa sem pa to malo pozabila, se veš, kako je, pač uletijo druge stvari. In pa zdaj neko darilo sem mogla narediti, sem rekla, bi pa to, pa sem pa iskala, kdo bi mi to naredil, pa v Sloveniji pač nisem nikogar najdla. Vse kaj, noč sem pa sama lotila, zakaj pa ne. In pa iz tega nekako to nastalo, sem se lotila spletno stran postaviti, testirala seveda najrazličnejše tiske, materijale, pač velike tega se pravi, bilo. V bistvu se je ta stvar rodila med korono. Ja. Tako kot naš podcast varianta. Ja, ker v bistvu je ta stvar je čakala malo, vmes sem jaz, ne vem, vso to umetnost pa to izražanje sem imela vse za hobi. Pač to poslikavo keramičnih skodelic pa te reciklirane torbe, ki jih delam v sodelovanju s Triciklom. Vse to je nekako bilo za zraven. In se mi je zdelo, da sem rabila nekaj, kamor jaz usmerjam vso to ustvarjalno energijo v neki, da se nekaj zapakira v eno stvar in to počnem in samo to počnem. In tle se je v bistvu meni to zgodilo, ko nisem imela enostavno več prireditev, ne televizije, meni je vse odpadalo od trenutka, ko so rekli lockdown, vse je šlo. Je v bistvu ta ustvarjalni moment dobil čas, da je usklil na ta način. In v bistvu sem ful hvaležna za to, ker sem nekako spet najdla tisto, kar je mogoče moje poslanstvo še bolj kot mogoče televizija. Tako, se pravi ustvarjalka, artist, ne? Ja, se pravi to neko izražanje, ker jaz sem tak človek, da rabim ta nek ravnovesje. Se pravi, če sem jaz kot voditeljica izpostavljena, pa tako na ven, pa šov, pa vse zunaj, rabim ta moment na not, ker sem zelo rada doma, pa za pečkar, pa v svojem svetu, pa tih, veš, ne to, da skozi neki bla. In to je to rabim v življenju, res, ker če imam ene stvari preveč, ni dobro. Nisem preveč kulno, rabim to vse malo. Sej ravnovesje je vse. Sej to je vse. Res je vse. Takole? Bolje. Ni panike. Filip, kar povej! Rec. Vse sem rekla, naj kriči, če v kaj narobe. On je drugač, Filip kričač. Ostali smo v bistvu pri tvojemu projektu Zvok v sliki. Deva to mogoče malo razčlen zdaj. Kaj točno to pomeni? To pomeni, da vsak zvok
na tem svetu ima tudi svoj slikovni zapis. Se pravi, vsi vi, ki se ukvarjate z snemanjem, z audijem ali pa z muziko, vsi pač poznajo Soundwave, ker to je pač zapis, ki ga mašina naredi. To ni nič novega v bistvu. To je čist nekaj, kar obstaja. Jaz pa v bistvu ukvarjam s tem, da vse te glasove, vse te zvoke in ta klasičen Soundwave, ki se nariše, potem grafično preoblikujem, se pravi, ga obarvam, ga nekako spremenim tako, da vizualno zgleda pač po željah tistega, ki to naroči, recimo, in ga naprintam na razne materiale in to je v bistvu super darilo, ki ga obežeš na steno, postaviš na mizo, pač kakorkoli želiš. In gre v bistvu tle najbolj za to, da je to personalizirano, da je vsak glas in vsaka beseda iz vsakih ust zveni drugačne. Je unikatna, ne? Ja, in to ne moreš ponoviti. Pač, ko jaz rečem nekaj, bo drugače zvenel, drugače se bo narisal, kot to rečeš ti. In to je sploh pri teh nekih, zdaj sem opazila, da največje povpraševanje ali pa največ mi ljudje pišejo, se pravi za kakšna ta ljubezenska sporočila, en drugmu kaj povejo, utripi srca, recimo otrok, ki so še v trebuščku, to je pa za mamice, je to res nekaj neprecenljivega. Lajanje kužkov, recimo, tudi pač. Lej, jaz sem itak, psi so, prvo so psi, pol pa ostalo, to je enka tena. Tako, ja, ful dober. Pes, pa vam benga, ja, dolgem ben. Pa pa to, pes je top, ja. Tako se pravim, to so neke take stvari, ki jih se odločiš za nek premišljeno, moraš razmisliti, kaj si želiš. Neke vrste tatu. Tako, posnet. Zdaj sem lih pred kratkim dobila eno naročilo, tako, ki je smeh očeta. Tako, in bo pač ena gospa bo to podarila možu, in je to pač nekaj, kar njemu ostane. Je pa tudi to, da imam tudi to možnost, da v bistvu za vsako sliko je zraven tudi QR koda, ki v resnici ti poskeniraš in slišiš. Bravo. To je moj naslednje vprašanje. Vsaka čast. Se pravi, dejansko oni lahko poslušajo, potem tvoja slika je lahko potem tudi slišana. Tako je. Hudo. In ko so lih pri tem, a veš, kaj december, sem tudi tep nekaj prinesel. Sem. Evo, sicer ni lično zavito, to je bolj tako, da nisem poškodovala, tako da prosim odkri. Se pravi logotip. Ja, logotip. Ful lepo mehurčke pa to res styliš. Logotip je V. Varišana Voice. Tako. In... Te prvo bom pokazal kameri. Evo. Ukradla sem vam logo. Se upravičujem. Pač... To je bila žrtev. Tara, jaz nimam svoj besed, že to, da si se potrudila, da si dala logo. A mi to lahko zdaj poslušamo? Ja, po mojem morate, To je pa zvočni zapis, recimo, da, kako bi rekla? Ful lepo. Želja za prihajajoče leto 2021. Jaz upam, da je denar. Povedala sem pa to, sem se potrudila in sem dala moj radijski glas gor. Tako da boš povedal, če je kakšen potencial. Mislim, a slišiš to? Slišam se zato, kar tremo. To je ta globok šamant. Se pravi, gremo tako. Jaz zdaj to skeniram. Ja, a imaš ta skener? Pa jaz znam to dol. Mislim. Jaz znam to dol 1, 2, 3. Načeloma ga nimam, ampak pogledajte, kako je to simpel. Ti dobiš to sliko. Prva stvar, ni panike. Se pravi, daš QR code skener, imate takoj že gor. To je najmanjši problem. Če imate dober internet, še hitrej. Še hitrej. Evo ga. Res me zanima, jaz bom dal to tudi na glas. Ampak kako se v to kar sliša? Ja, ne vem, po moje se bo upam. Ja, pa sam kako, a ti to poznamaš, pa poj CC. Ja, še eno vprašanje vam povem, ampak ne bo zdaj, da prvo, da tole pogledamo. Darilo je, mislim, da neverjetno in bo tudi izpostavljeno tukaj na podcastu. No, lepo. Se rabite malo še dekoracije. Mislim, se imate veliko že, ampak ne. Rabimo že nekaj res zorenga. Ne, malo še. V obesu tam le gor. Fuck. Najdalje. Aha, to zdaj eno spletno stran ne da. Ne, double check. Je to kakšen virus vsega. Izbiri vse, prenesi. Ne, to ni to. A ti da moj telefon?
Ne. Bo. Če A bo? bomo pa kaj imamo pa cajt. A imamo? Dobro pa. Frekvenca naše veliko slišanih. O, čakaj, Še enkrat. a ste pripravljeni? Želim dol pa mikrofon. Poslušajte vsi. Podcast Urbana frekvenca naše veliko slišanih. Madonna. O, dej na zdravo tole. No, na zdravo, čin, s kofetom. Tara, ful hvala. Ful hvala. Malenkost. Tole bo zdaj v bistvu tako bo, cel cajt. A se vidi, Filip, tole? Ne, bolano, no. Kako je to narejeno sploh? Ja, tole je Forex plošča, če gremo v tehnikalije, Okej. ki je debeline 1 centimeter. Kot Okej. vidiš, je trdni material. Okay. Tole je pa v bistvu nalepka. Ne? V bistvu je to printan na folijo in potem kaširano na Forex. Kaširano, se pravi prilepljeno, to je pač izraz, ki se ga uporablja. Je pa tako, no, nastane pa tako, se pravi, jaz to posnamem, Soundwave se izriše, jaz ga potem izoliram, pobarvam, se pravi, tlele imaš, no, a ne, imamo belo, rdeče in potem en izmed mojih dizajnov, tak črno-bel malo zmešan. Se v bistvu klele, ki je v bistvu ona je naredila dobesedno v podcast, pač jaz ga vidim noter, ker vidim pač rdečo barvo našo, ki jo imamo na pikci, Tako, belo, ja. to v bistvu je ta scena. Ja, pač ne. Malo sem šla pogledat, kako to. A veš, ker to je, se mi zdi važna stvar, ker je personalizirano. Ne? Ja. Ni point, da ti dam rumeno, če imaš. Ampak recimo, če zdaj moj dedek, meni moj dedek reče, jaz pa zdaj hočem od babice ime nekaj reči, on kaj posname in te pošle, ali imaš ti kakšno aplikacijo, da on posname gor, samo pošle v bistvu. Ne, v bistvu najlažje na telefon se posnetne in poslati po mailu. Zaenkrat imam tako, no, ampak delam na tem, da bo pač to tudi mogoče malo Da bi naredila lažje, kao, mogoče tudi prek neke mobilne aplikacije oziroma da direkt na spletno stran lahko to se naloži, no, ampak to so zdaj za prihodnost Noro. želje. V glavnem, najlepša hvala za to darilo. Ja, malenkostno to pa res. Greva mi da naprej na to, kar sem jaz tebe hotel vprašati. Tako ja. Imamo še enega skupnega prijatelja. Res. Ja, ki je v bistvu res en moj boljših prijateljev, nekdo, ki se na njega vedno lahko zanesem. To je Andraž Moljavc. A res? Ja, Andraž Moljavc je v bistvu moj sodelavec, tudi veliko stvari sva skupaj naredila. In jaz vedno, ko on tebe objavil, vidim, da imaš ti neki v rok. Muco. Mulco. Ja. Kaj je fora? Ja, mislim, top. Ja, Ampak z Andražem sem v bistvu začela tako sodelovati, ker on veliko, se veš, rešuje živalce oziroma dela s temi zavetišči. In ena izmed njih je Društvo za zaščito živali Arja z Jesenic, ki se večinoma rešuje mucke. In on je pač slikal te rešenčke, zato da so šli pač lažje v posvojitev. In je bila ena ideja, da naredimo skupaj koledar. Koledar, ki bo v bistvu dobrodelan in bo pač vsak, ki bo kupil, bo šel celoten izkupiček, se pravi za nego, za hrano, za te mucke. In smo to 2krat zaporedno uspešno naredili. Zdaj letos pač nismo, ker ta situacija, korona in vse je oteževala mnogo stvari in tudi no, pa smo se odločili, no, da letos ne in so v bistvu društvo je naredili koledar, se pravi sam z muckine, brez mene, tako da, lej, sej to tudi v redu, a veš, kdo pa, mislim, nima vsakrat mene na sten, da mu tam visima, ne, pustimo, a ne. ja, okej. Ja, no, kaj, sej res, a veš. Ampak vse te mucke, ki jih zdaj naši poslušalci vidijo na slikah, skupaj staro, so v bistvu, to so mucke, ki rabijo dom, ne? Ja, in v bistvu so večinoma te, no, mislim, da čisto vse so že posvojene, ne? Da je to šlo pa zelo hitro. Sicer lani smo imeli tudi tako, da smo imeli malo gostovanja, se pravi, da so pasenski mucki pomagali tem, jaz jim pravim, muce z ulice, pocestnice, mislim, no. Ja, Ne, muce z ulice, no, pač, ker ja, tam jih večinoma najdemo, ne. No, in so prišli se slikati, se pravi zato, da so malo mogoče popestrili ta koledar in so v bistvu pomagali pri posvojitvah. Glede na to, da smo ljubitelji vseh živali, a imaš ti kakšno živalco doma? Ja, mucka imam, ne. Mucka ima. Ja. Ime? Arven. Arven. Punca je. Ni Armin. Arven punca. A v bistvu, to je tako, kot... Gospodarja prstanov, veš? A ja. Ta Veš, da- bilinka. Ne, nisem. To je pa edin prav, lej, vse sem gledal. Sam tega nisem gledal. Gospodarja prstanov. Stoka pravijo, da je sam laufajo skozi.
Okej. Praviš, Ja, laufajo pa neki išejo. ja, sem rekel, pizda. Ne vem, če se mi da laufa. Ja. Ne, no, moraš to gledati. No. Moram, a ne? Dej, glej, no. Dej si Se maraton. pravi iz tega lika, ne? Ja, iz tega lika je. Iz tega lika in pol. Ampak večinoma je ne kličem tako, kličem jo pač vse drugo. Zdaj ima po novem, od včeraj, ima ime Beli podganar, namreč bela je, čist je bela, ker je 2 dni nazaj, ne boš verjel, prinesla v spalnico podgano. Tako ne, zakaj? Ja, Grozno. v moje prinese lej, mami. Podgano je. Ja. Pa podgano mej, ali pa, Mislim, res je plenilka, no. Mislim, ampak ni, to mi pa ni lih. No, Tudi moja mami pa sestra ima ta mačko, pa skozi neki prinese čez ograjo dol. Planinske mačke so pa sploh. Kranjsko planinska mačka, pa to je posebna pa vrsta. Killer, res je. Ja, no, ampak vse so lušne, no, fajn so. Ampak Kaj pa kuži? Kuži, ja, psa sem pa imela 2. V bistvu kar, ko sem bila 12, se mi zdi, da sem ga dobila in dobila sem ga pa v bistvu tako, ful sem si ga želela. Ampak moja mati je rekla, veš koga, zdaj pa, vsak jutro boš ostala, pa boš šla pred šolo na pole, pa boš se sprehajala brez psa, pa bomo pa videli, ne, če si ga zaslužiš. In sem to tudi naredila, veš. Ja, in sem potem dobila psa. In sem ga pol tudi pač itak skozi jaz vozila pred šolo, tako so bila krno. Kaj pa je bil za ne pas? V bistvu je bil mešanc med pinčem pa nekim sosedovim psom, pa čivalco. Taki so najboljši. Tako, ja, Taki so mešanček, daleč najboljši, ja, ja. na nekih takih dolgih nogicah. Terry je bilo ime, je pa doživela 16-letno, tako da smo jo v bistvu mogli uspavati na koncu, ker je bila že res, pač je bila stara, ni več slišala, videla. Vem, jaz sem imel tudi psa, sem imel mešanko med berenskim planšarjem pa mastifom, angliško. In sem isto dal spavati 2 leti nazaj, ful nekih čustvenih stvari, sem doživel sebe takrat. In v bistvu lih to, ko boš psa dati uspavati, ga v bistvu po eni strani rešiš, Ja. po drugi strani pa tudi sebe rešiš, a veš. Zato, ker mislim, da ja, Ja, psi so kar del kar nas, hard, magične živali so, jaz tako pravim. ja, so. Vsak človek, ki nima psa, dejte si, mislim, itak se vsi ga ne morete imeti, unikega nočete imeti, ga ne imeti, ne? Ampak načeloma mislim, da pes ti daje eno dodatno vrednost življenju. Ja, jaz tudi tako mislim. In v bistvu, pol kasneje sem imela še enega, pa je v bistvu poginil takoj zatem, ker sta bila tako navezane, da mu enostavno je srce odpovedal. Od žalosti. Tako grozno, res. Mislim, prav 3 tedne zatem, no, tako prav noro. Zdaj pa se pravi, koliko je to, 3 leta, 3, še več bo, no. Zdaj sem pa spet pripravljena, veš? Jaz tudi, ne. Tako da najprej zdaj pripravljam vse druge člane mojega gospodinjstva. Ne? Kaj pa imaš, če se lahko tako čisto spustiva, kaj imaš pa ogledan? Mislim, kakšnega psa bi imela Tara, če bi ne bi imela nobenih omejitev? Jaz bi imela šetlanskega ovčarja. Kako? Šetlanski ovčar. To je tako kot škotski, zelo podoben, samo da je manjši. Škotski ovčar, to je pač bila moja želja od majhnega, ker s teto sva skozi gledali tega lesija in to je bilo tako, to. Ampak to je kar velik pes, no. Se mi zdi, da glede na to, pač poznam par ljudi, ki jih imajo, se mi zdi zame, da je mogoče malo prevelik, ta šetlanski pa v bistvu isto zgleda, ampak je manjši. Mislim, da sem ga lih videl, pa ne dolgo nazaj, 14 dni nazaj sem ga videl, ko sem bil v Stonica Hunkang, sem nekaj snimal, isto kralj tip. Sem videl točno tega in rekel, kaj je to prtlikal v lesi. Prav, ja. Zdaj vem, kjer je. Ja, to je to. Je pa tako, ne, te psi so pač na voljo samo v psarnah, se pravi, tako težko to posvojiš. Ne. Jaz sem sicer, malo me ta moralna, ali kako bi rekla. Lahko bi nekoga, da bi posvojila, ker jaz sem, mislim, ker si če mačk, res zagovarjam to, da se gre pač v zavetišče in se mačka posvoji, ker to pa res, no, mislim, nekako tle sem kar tako. Ampak ker si če pa psa, pa imam malo izkušnje s temi zavetiščnimi in so kar tako, no, je kar težko, ker so te kužki ponavadi kar traumirani. Tudi če niso, ne, so mogoče od mame in se moraš res ukvarjati z njim, no, in je tako, jaz imam pač tudi, ko imam mucka doma, pa bi imela, ne, še kar kakšnega, no, ne.
tako da mečkar imam tle to težavo, ker se moram pač odločiti. Ampak jaz tako pravim, pač je, da te žival sama izbere. A ne? In da če bo v tem času mi prišel na pot kakšen, ki bo zame, bo prišel, če ne pa se bom odločila za tega. Ampak to je pa pač čakaš nekaj časa. Tako, kot si rekla, zato ker recimo, pa ne da bi zdaj mačke so top, ampak je fora ta, da recimo pasme so različne, veš, in ti moraš vse povzeti psa, ki te odgovarja. Ne bom jaz vzel terjerja, pa doma, a ne? Ja. Veš, in tle to, ne? Ja, tako. Aha, ok, zato praviš. No, tle, jaz sem pač imela čivavo, in to recimo ni pes. Ja, ni to, ne v torbici ne, ampak skozi je mogla biti po rokah in to ni pes zame. Ona ni hotla na sprehod, no. Mislim tako. Ker pes noče jeti. Kdo je zdaj pes tle? Mislim res, zdaj vas je zmenil. Mislim res tako, pa se je bila luškana, pa vse, pa takrat sem bila res v nekem malem stanovanju, pa nisem imela, pač majhnega psa sem mogla imeti, no, ne, in to sem to imela. Ampak ne, jaz bi šla rada, da gre z mano, da greva ven, da je to tako, da ga posod lahko sabo vzamemo, ne, da je to poln življenja. Ne, in ja, to, tvoj podaljšak. Tako, ja, ne. Tako, tvoj friend. Ja. Ja. No, se ne pravim, da prej ni bil, ampak ja. No, itak, ne, se sem imela. Ampak recimo, jaz sem imel vezga psa. Mastif je tam recimo 60 kg. To je ogromen pes. Ne? Ja. In jaz tudi mogoče, ko si prej rekla, manjši pes, res je lažji. Ne? Ja, vse je. Ja, čeprav večji psi se počutijo majhne. Ponavadi, veš, glih tisti tam mali so. Ti veliki so pa ponavadi te rožice majhne, to nikakvo vse. Ja, v glavnem. Okay. No. Zdaj sva šla ob pse, oba so ljubitelja psov in živali in ljubitelji vseh živali nasploh in to je zelo dobro. To je super. Jaz sem tebe prvič videl oziroma prvič spoznal prek televizijskih ekranov oziroma YouTubea v Prhostarju. Takrat, ko si igrala tisto fino gospodično. Ja. Ime je bila Nina. Danaja. Aha, tako. Ja, Danaja. Tečna baba, so mi dali vlogo, res. Veš, kaj je ful zanimiv, ne? Da so se veliko ljudi je mislili, da sem jaz taka, ne? To je bilo v bistvu. Ja, tako veliko, ker sem pač koga srečala, ne, pa so imeli te predsodke, ja, si ti stata fina, ne. Sem si mislila, o Marija, a ja. A sploh nisem to pomislila, da bodo ljudje tako me vzeli. Rebrca s kubaso? To sploh ne bom. A se je mlado damo vprašal, kva ne bo jedva, a kva bo jedva? Dobar, pa en zelenjavni krožnik. Res, ne, ampak to je pač ta prekletstvo igralcev, kako bi rekel človek, ne? Ja. A veš, kaj ene like imaš samo za to, ne? Kaj, da ljudje ne ločijo kaj realnosti, ali da je enostavno si toliko dobro zagrala, da si kot ja, ne, to ne vem, no. Ampak, ja, ne, ampak tako pač... Ja, veš, tudi se te ne poznajo, ne? Ja, ne, vse ljudje te ne poznajo v drugih vlogah, tudi tako, jaz takrat to mislim, da ne, kje, takrat nisem še nič na televiziji delala, pa nič, ne, to je bilo, seveda. Pa si ne predstavljaš in človeka si tako, ko ga vidiš tam, to je zate, je to, a ne. Ampak bilo pa zanimivo, ja, Prhostarji tak, to huda reč bila takrat, da je bil tak res velik boom, ko sem šla še, se spomnim, tam v Postojen na neko pumpo, mi je rekel en, kje si Danaja? Tako. What? A ja, veš, tako. Tako nazad. Dej mi povej, kako si se ti spoznala s tem fanti? Ja, znači, Krupič je itak zbleda, ne, Dejan, Matevž v Hostarju, ne. Pol sem pa v bistvu, njih sem pa v bistvu prek Markota Pibernika, ta penzion Pibernik je v bistvu Prhostar. Ja, to je pač ta place, the place. Pa sem pa še ostale, ne. Tako smo se nekako nakap, veš, to je pač tam smo hengali. Ampak kaj, oni kaj do tebe vletu, jaz pa imam eno logo. Ne, v bistvu smo najprej snimali ta John je vdov spot. Aha, okay. In Mario pa Goce, ne, ki imata tudi to svojo produkcijo, ne, sta takrat to snimala. Mislim, da sta bila onda, sta imela to na čez. In pol v bistvu prek tega, ne, sta rekla, da ja, biti imamo neko vlogico, a bi smekovali, da bi, ne. Tako da smo kar se veliko družili, no. Tist čas, pa smo pa še v bistvu nadaljevali z, če se spomniš, je bila oddaja Je bela cesta,
Na Pop TV-ju je bila tako. Ja, Klemen Slakonja je vodil, tam smo imeli pa neko telenovelo, turško telenovelo, Bahir in Zahir. Tam sem bila pa Izabela. Točno. Ja, to je bilo pa nek tak. Čist huda. Ja. Gojko Ajkola, ne? Ta tip je rodil vse živo, mrtvo, res svakamo čast. Ja, res. Težek talent. Carica. Carica, Mislim, ja, tudi ja. Po temu, jaz se spomnim na to, je bilo takrat, ko je to prišlo ven, to smo vsi sam to, res. Mislim, pa še zdaj ti povem, še zdaj jaz uporabljam kdaj kakšno to foro, kam je to tako ustal, to je tako. On je prav naredil nek ta vibe, oziroma nek, ko bi ti mu rekel, ja, kar community folka okoli zgradu, kar zdaj to fura. Ja. Mislim, on je itak... Pa zakvaj, pa te besede. To kar folk zdaj, točen, veš, kar tako v osnovnih šolah. Res isto, jaz učim v osnovni šoli podjetništvo. Ne? In tudi vidim pri tamalih, pa pri vsem tako imajo, kar te scene je on naredil, veš. Zanimivo, ne? Ne, se super je. On je meni rekel, ja, veš, kako jaz to delam. Jaz se na Jesenicah usedem v en lokal, ne, pa zraven poslušam, kako se dva pogovarjata, ne, tam z Jesenic, ne. Se pravi, in iz real life-a, se pravi, on črpa, ne, saj takrat, no. Ker me je takrat ful zanimalo, ne, kako to sprovede, vse te stvari in je, pač ja, to je to. Kako narediti dober scenarij, ne? Ja, ne. Sej, ena punca je zelo dobro rekla, prhostar, ne, kao, vi se smejete tle v Ljubljani, zame je to dokumentarc, ne, ki je zgori doma. To je že kar... To je nam je to tako, ne. Meni je to blizu, to je nam, mi smo z Gorenjske, mi v resnici, tako kot oni govorijo, mi govorimo, ne. Jaz sploh, ko pridem na Bohinjsko Belo, jaz se spozabim, govorim tudi na fanta včasih, veš. A res? Ja, to je... A res? Že to pa jaz nisem, seksija, ne, ja. Ne, pa se cool. Ampak, ampak iz kje to izhaja? Zakaj so ženske tako govorile? Ja, to je pa... Kako so mogli delati? So mogli res delati, pa kaj? Ne, to je bila ta rahla diskriminacija, ne, včas. Aha, pa kao pač baba ni nič uredna, ne. Sam zadevati je. Ne vem. Ja, 5 za šporhec, pa kaj obrne, ne, pa to. Bohinjska Bela je zelo lep kraj. Ja, znam po vojašnici predvsem. Znam po vojašnici, definitivno. Pa pač zraven Bleda je, ne? Ja. Daj mi povej, kam si pa ti v bistvu, ti si bila zdaj, greva se še malo vrniti, predne gre na naslednjo stvar, ko si bila v svoji sobi rockerka, Guns N' Roses, pa kam pa lahko pač nekdo gre v tistih letih v Bohinjski Beli? A tam kaj dogaja? Ne, tam nič ne dogaja. Mislim, saj dokler sem bila pač toliko majhna, no, ko sem hodila še tam v šolo do 4. razreda, smo se pač tam preganjali okoli, pa gasilcem sem hodila na vaje, ne, sem gasilka. A res? To je bilo pač največ, kar se je dogajalo, da smo šli na vaje, smo tam pač se učili, pa je bil kakšen občin zbor, ne, kjer je bila seveda klobasa in Coca-Cola. Ne, tako je bilo. In to je bil naš highlight, po mojem. To je to, gasilske veselice, ki so trajale 3 dni, kjer smo imeli srečolov in to nam je bilo noro. Kaj za dela, ki je na srečolov? Same neumnosti. Dežnik. Ja, pa neko stekleno uro sem enkrat zadela. Tako le takale je bila, veš, ta starja, pa je bila pa noter urca. Tako res. Pač, ampak ja, to so takrat dajala, ne, veš. Pa ti neki boni so bili za gostilne, veš, se spomnim, za 4 osebe, plošča. To smo pa išli s familijo. To je bilo top. Se pravi, ja, zanimivo slišati, ne? Ja, vi ste bili v bistvu po veselicah, mi pa pred blokom. A ne, ja, evo. Mi pa svoje veselice. Vsak po svoje. Glavno, da je zabaven. Ena stvar je, ko si prej omenila, jaz sem tudi zdaj začel delati izpit za motor, pač rad bi imel full motor, full me zanimajo motori. In kva vozaš ti? Kao motorist, bodočemu motoristu. Pa furaš. Kva furam? Jaz furam Honda Rebel 500. Se pravi, to je motor, ki je mešanica med, lahko bi tako rekel, malo čoprčkom, pa malo to neko, ni čisti čoprno, veš, ampak spominja nanj. Se pravi, je dosti eleganten za neko punco, ne, ampak še vse kafe, je pa... Se ne reče neki kafe. Coffee racer, ja. Ja, čeprav
Okay, Po ne. dizajnu ni, no, ampak je no, majčkeno spominja no, tako, na to sceno. Ampak super motor, mislim, tako nizko težišče, sam gre v vink. Veš, lik za dosti močen, no, za začetnika ali pa za punco, tako jaz pravim. Kaj si potem veliko voziš z motorjem, ko je primeren čas, seveda? Mislim, jaz sem bila prej vedno sopotnica, pač nekaj let. Zdaj, ko imam sama motor, sem pa se pravi 10. avgusta sem naredila izpit in Pa si v bistvu zdaj... sem čista frišen. Frišna, Ja, naredila sem 3000 km, evo, to je to. To je moja zdaj kilometrina. Kaj ti motor predstavlja? Motor. Ja, itak to neko svobodo, ampak na nek drugačen način. Se pravi, ko se ti useš na motor in peleš, si tih in si v momentu. Ne? Ker bolj v momentu, jaz ne vem, če znam biti. Ker ne samo zato, da moraš ti biti pozoren na cesto, pa na vse stvari, pa to, ne, jaz si veliko bolj pač itak, ne, ranljiv in to. Ampak nekaj se zgodi. Jaz ne znam ti to čisto opisati, ampak to je nek moment tega, ko ti imaš te premikajoče slike, ta okolje, ki ga videvaš, veš, ta veter, prav ta nek sound, ki izgleda pomirjajoč, ne vem, očitno, ti da res nek tak poseben feeling, no. Tako, res bi šel, kar pelil bi se. Mislim, meni se to zgodi. Tako, v sončni zahod bi šla. Prav tako romantična stvar, ne? Ja, v bistvu je romantična. Ampak res si tako, sam zase, jaz ne vem, no. V bistvu, ko sem bila sopotnica, nisem tega tako doživljala. Je bilo precej drugače. Pa kar... Pa imaš kontrolo, veš, in po mojem je to, ne? Pa ti si tam the frontman, ne? Ja, možno. Kje se nadaj voziš? Možno. Po Gorenjski, itak. Pustimo zdaj Gorenjsko, pač itak. Moja prva fura, mislim, da je bila čez Horjul. Horjul? Ja. Horjul, ja. Pa Polhogradac, to so super ovinkci. Pa seveda do morja, to sem si itak najbolj želela, do morja z motorjem, res kaj pa drugega. Drugače pa super ceste imajo Štajerci. Štajerci? Ja, Pohorje, super. Kaj pa ti bolj Murska odgovarja? Sobota. Pa Ovinki ali kaj? Ja, ceste, ki so, se pravi, ne avtocesta, to je grozno. To je flat, ne? To ni. Se pravi, ceste, ki so stare ceste, ne? Ceste, kjer so se včasih večina prometa šlo, zdaj pa skoraj noben več se ne voz, ki so lik za dost široke, lik za dost imajo ovinkov, pa lik za dost so prazne. Pa podaljšajo potovanje, ne? Ja. Kaj pa recimo ti kupaš motora, ne? Zdaj, jaz kao nov motorist še ne. Jaz še nisem v tem klubu, tako da veš, in jaz se zdaj razmišljam tako, koliko moraš imeti en stil ti kot motorist. Ti ne možeš biti kot motorist neki zdaj tako, moraš imeti en stil. Ja. Kakšen stil imaš ti kot motorist? Kaj imaš? Leder jakno, bolj ta rock stil? Ali... Ja, mislim, imam leder hlače, čist leder, pa imam pač jakno, imam pa v neki kombinaciji ledera pa tekstila. Predvsem iz praktičnih razlogov, ker ko je vroče, je res vroče. In tisti del tekstila res pomaga, da te vsaj malo pihne. Ampak itak šla na usne, čist, ker itak, to je pač rock'n'rolla, ne. Moraš biti, ne. Sploh, če imaš tak tip motorja, ne? Ja, ne, moraš imeti. Čelado imaš pa tako, da se ti vidi faca ali da imaš fra? Ne, imam sicer imam to preklopno. Polovica, ne? Ja, ampak... Ne, tle pa sem tako, no, kar moraš imeti. Konc koncev je ena glava, pa varnost pa to, ne, a veš, da je to pa zaprt, ne, itak ti piha pa vse. Srebrna je, no, nisem čisto črnem. Mislim, dobra čelada, da ni preveč neropotano, da ti zadost zadihta. Da ni to, kapol, ko se ustaviš, ti poje še na uro, ne zvoni v šestih, ne, tako. Tako, no, v bistvu dobra oprema je zelo pomembna, ker če se ne počutiš dobro, če ti neki piha, če ti neki mot, če neki pa sam to razmišljaš. Moraš biti tako kamot, moraš se dobro počutiti. Pa ja, je pa tudi to, ne, ko se ustaviš, moraš zgledati, ne, ko dol stopaš, a veš, ko oni pogledajo vsi, a ne. Ja, moraš. Tudi to je motorizem, kdor pravi, da ni tako laže, jaz to pravim, a veš. Kao, ja. Taj pa fake. Vsi... Hells Angels, no. Jaz sem dal Jaz sem dal hashtag Hells Angels. V glavnem. Nisto kot motorist, moraš ti sprobati par teh motorjev, ne?
Mene mogoče recimo fajn. en kolega rekel, ker jaz sem mu pokazal, kjer motor bi kupil. No in kaj bi? V bistvu je neka ista mešanca, ne vem za točnega modela, ker sem na Bohi gledal. Okay. Ne vem, to ti bom poslal. Ampak recimo sem gledal isto na to varianto. Meni je cruiser kola. Ne? Ja, no, Jaz sem isto ta, veš, vibe. Jaz slišim hip-hop od zadaj se fura. Mene ta, ne sedi mi neki hitra scena. Ne polagalke. Ja, ne sedi mi pa biti čopar fotara, veš, ampak Lih nekaj vmes, ja. Ta, veš, glega, skor malo van dama, sani van dam. A veš, ta varianta. Ja, okay. A si ti prej kakšen motor drug probala ali si kao rekla, ne, to hoče imeti in to je to? Jaz sem samo, ko sem začela izpit delati, sem tam vozila Yamaha MT-07. To je bolj športen motor kot ne. Ampak je pa lih prav velik, tako, da ga obvladaš, no, saj jaz sem ga. Ampak to je edini motor, ki sem ga v bistvu vozila. In potem, ko sem šla kupiti motor, jaz tega motora sploh probala nisem. Jaz sem se samo usedla gor in sem rekla, to je to. In iz Štacune do doma so bili v bistvu moji prvi kilometri. Ne? Tako, iz Trzina do Šentvida. Pa si tako ful, hitro se odločaš, ali enostavno ti je bil ta motor, ki si ga videla, kako si rekla, kak kuža iz Brome. Ja, mogoče. Veš kaj, sicer jaz sem itak na Harley, je bila malo tako, se veš, Harley je pač Harley, ker sem pred leti, sem delala na tem sejmu v Fakrzeju, kar par let sem bila tam po cele dneve, tako 4 dni in itak tam vidiš na tisoče teh Harleyjev in takrat sem pač tudi, dobro, nisem znala se še voziti, ampak recimo, da sem se usedla gor pa en krog tam mal pelala. In sem v bistvu samo za en model Harleyja vedela, ta Sportster, da bi bil pa kao neprimeren, pa mi je bil pač ful všeč. In pokaj sem najdla to Rebelko, ki je pač zelo podobna, ne. Ampak to je Honda, ne. To ne rabiš šraubati, veš. Jaz pa ne bi, ne. Tam, seveda, ja. Veš, vse je, ja, ne, tako. Tako da pa tudi, kar se tiče cenovno, lej, ne. Harley jaz bom kupila pojka, bom imela ful denarja. Čez 1 let pa pol. Čez 1 let pa pol, tako da dejte. Tako, ja. Wow. No. V bistvu tudi predelava tega motorja, ali si kaj predelala, ali je to original, vse, kar imaš gor? Mislim, sem si takoj kupila dodatno opremo, en sedež malo drugačen, pa kufrčke, seveda usnjene, veš, malo tako. A kaj, da greš na kampira, tako? Sam tako, da imaš s sabo? Čakaj, bejba, rab kufr. Mislim, tudi ti ga boš rabo, verjem. Ampak to so mali kufri. Pride. To dosti poznam. To so mali kufri. Naučiš se minimalizma. Se pravi, malo spakiraš. Tako to se jaz zelo učim. Sicer je zmečkan, ampak dobro, bomo zrihtali tudi to. Tako ja, te neke, no. Pa se veš, zdaj naslednje let si bom z kakšne resice našarla na balanco. To je ta scena. To je ta indijanska scena malo. Indijanska scenca, ja, se to sem jaz zlijal, ampak meni, v vetru lepo zlija. Ja, pač se je tako. Ja, malo mora biti čarano. Ja, jaz pri tebi opažam, da si izredno, bom rekel, preprosta. Mogoče kdo misli, da si Danaja, a sem prav izgovoril? Ja, sej, grozen. Ja, ampak vidim, da si zelo preprosta in da zelo veliko mislim, da daješ tudi na misli, kam jih usmerjaš, se mi zdi. Dobro s to pogrunto. Ja, mislim, zanimiva. Ja. Ne vem, če mi to še kdaj kdo rekel. Ne, se mi zdi, da zelo misli imaš take, bom rekel, zelo prevlačaš neke stvari, ne? Mislim tako, jaz moram reči, da sem že od nekdaj, že kot otrok, se mi zdi verjela v to, da če nekam ti usmeriš neko pozitivno misel, se pravi, ali pa da probaš začutiti, veš, da te stvari že mogoče imaš, ali pa da si jih toliko želiš, da si toliko si navdušen nad eno stvarjo, da jo čutiš. Jaz včasih, ne vem, ker razmišljam o stvarih, a veš, ne vem, ker sem spomnim se za oddajo, ne, ker me je bilo strah pred oddajo, kako bo, ne, sem si predstavljala, kako bo, ko bo konc. Se pravi, ko bomo eno epizodo naredili na konc, ko se pač vsi skup, ne, in ko bom jaz ta občutek imela, presežem, so se solze ulile. Tako, probam, vizualizacija. Ja, probam to kar podoživeti, stvar, ki se še ni zgodila, ne. Tako nekako in ja, to mi veliko pomeni, to nekako kar delam, ampak to imam že od majhnega, to me ni noben naučil. Enako. Jaz tudi, a veš stvar, pa zdaj se bo, ne me narobe razumeti vsi skup, lahko nekako predvidevaš svojo
bom rekel, prihodnost na podlagi tega. Mogoče. Ja, ampak če res to čutiš, ne? Ja. A veš, če res čutiš, da jaz recimo isto s podcasta, ne? Jaz sem videl svoje goste že 1 let pa pol nazaj. Oh. Jaz sem točno vedel, da bojo pač gosti. Nisem si zdaj točno predstavljal. Ja. To zgleda še bolj, kot sem si jaz v glavu predstavljal. Ampak, a veš, jaz tudi mislim, da je ta vizualizacija in ful dobro je to, kar si rekel, to mi je ful zanimivo. Ti si v bistvu, ti si cilj vizualiziraš oziroma občutek na koncu. Ja. Koliko te je bilo strah od 1 do 10, ko si začela voditi Zvezde plešejo? 105. Mislim, me je bilo. To je iz 5 minut popina sem šla na 3-urno vdajo v živo, kjer ni bobna, kjer imaš ti ljudi, ki se moraš se pač odzivati na njihove reakcije. Mislim, mnogo nekih impulzov dobiš vmes, povezovati moraš stvari, sovoditla maška, v resnici tudi. Sicer je to na nek način lažje, po drugi strani pa vseeno se moraš dor poklopiti. Tudi njemu biti, on je jaz. Ja, pa tudi jaz sem začela, pač Pero je res uveljavljen voditelj, on točno ve, kdo je, kakšno vlogo ima, vse, on je močen. Ne? In jaz sem v bistvu tudi to nekako mogla, ne da bi ga jaz zdaj hotela premagati ali karkoli, ne, ampak vseeno sem se mu mogla nekako v bok postaviti, ne, pa, ne z njim tekmovati, ampak nekako biti, pač pokazati, da sem vredna, da zaradi njega stojim. Ne? In to na začetku je bilo to kar težko. Ne? Mislim, ker jaz sem, mogoče to zdaj ne deluje tako, ampak še pred leti sem bila najbolj nesamozavesten človek na svetu, kar jih obstaja. Ne? In tudi ljudje, ki mene ne poznajo, pa so me pa spoznali, niso mogli verjeti, da sem jaz tako nesigurna vase. Ne? Ampak, kako si pa to, sigurno kdo posluša zdaj, ki je bil na tvojem mestu? Sigurno. Ja. Kako si to dvignila gor? Oziroma, zdaj si opazila razliko? Jaz veliko sem o teh stvarih razmišljala zdaj v času. Zakaj, v bistvu vprašanje, zakaj sem sploh šla v televizijske vode, se pravi v nek posel, kjer si ti zelo izpostavljen, kjer v bistvu ti dovoliš ljudem, da imajo 1001 mnenje. Se pravi, odpreš se, postaviš se kaj in rečeš, dajte me, vse mi vršte v glavo. Ne? Ja, to je zato, da premagaš svojo nesigurnost. Ti se v bistvu vržeš v nekaj, kar je tebi nepredstavljivo. Nekaj, kar si ti nikoli v življenju ne predstavljaš, da bi bil zmožen. Ne? Ampak lih za to, da sam sebi dokažeš, da zmoreš, da znaš. In iz tega v bistvu se potem rodi, da ti v bistvu sebi dokažeš, da v bistvu vse to že vse imaš. Sam najdeš moraš način, kako v bistvu to ven. Kako to izraziti? Kako izraziti, ja. Kako to, ne, da se to skozi tebe izrazi. Kar je pa tudi zelo pomembno, da ne da ti slediš nekim pravilom ali pa nekim ljudem, ki ti govorijo bodi tako, ker hočeš nočeš, vloga voditelja v določeni vdaji je vseeno vloga. Jaz se trudim tam biti jaz, se pravi, čim bolj tara. Ampak vse ne morem biti čist, ker so neke omejitve. So neke omejitve. Ja. In to je velik izziv osebnostni. Veliko moraš o sebi razmišljati, veliko stvari moraš požreti, veliko nekih kritik preusmeriti mogoče na tak način, da so ti potem pomagajo, da ti rasteš. Ne? In to po en stran lahko zelo krha s tvojo samozavest, ampak če pa ti to znaš obrniti, ti jo pa lahko zelo bilda. Zapravo, da v bistvu kritika te dviga nekako. Ja, čeprav najprej te ful potre tako, pa teno, ampak moraš biti tak človek. In tudi jaz zagovarjam to in še vedno živim po načelu, da moraš biti ponižen do stvari, ki so večje od tebe. Ker vedno ti nekoga rabiš, da ti pomaga, vedno ti nek začenjaš. Nikoli nisi dovolj velik, da ni neki više od tebe ali pa večje. In če ohraniš to ponižnost in to, da te ploh ljudje pomagajo, mislim, da sprejmeš to, to je to. Če pa dodaš še to, da si hvaležen za stvari, to je to. Je pa pika ne. To je to. Joj, ko je to lep zaključek. Ja, ko smo šla v globine. Ja, definitivno. Tara, iz srca smo ti hvaležni, Kranjčani, da si prišla v meko gorenjskega, kaj bi rekel, v bistvu, v center Evrope. Ja, da si prišla v center Evrope, v Kranj, tako Kranjsterdam. Jaz si Filip sva ti hvaležna. Upam, da boš zdaj še najdla čas za nas, pa boš rekla, da še malo noliča vržem ven. Definitivno hvala za sliko.
Ta slika bo krasila naše prostore. Da mi še povej, kje lahko ljudje, čist za na konc, sej jaz verjamem, da veliko ljudi, ki to posluša zdaj, posluša zaradi tare, ampak vsem tisti, ki ne, kje lahko naročite to prečudovito? Na www.varishana.com. Tako. Tara, hvala, ker si prišla in deva še enkrat Hvala zdrav tebi, s koncem z najboljšo kavo. Evo, čin. To je to činski, pravi činski. Hvala. On the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well, sifting through the system for the piece that knows my name. Endlessly I list them in the master game. Welcome to my world. Welcome to my only world. My head is full of space junk, but your words are coming through. I'm riding on space junk.